Koliko od teh prizorov vidijo izraelski vojaki? Ali pa koliko se povprečnemu izraelskemu vojaku sanja o tem, kaj se resnično dogaja na terenu? Ja, mislim, da je nedvomno vidijo čisto vse, kar smo mi ravnokar govorili. Oziroma verjetno vidijo še kakšne hujše stvari v predelih Gaze, kamor humanitarci ne moremo iti. Težko verjamem, da bo izraelski vojak bil nevedoč o situaciji, ki jo povzročajo. Mislim, razen če so tam brez oči, brez sluha in ne delajo nič. V tem primeru so pač povsem neprimerni za vojskovanje. Ampak če so tam kot profesionalni vojaki, in mi moramo razumeti, da je Izrael izjemno vojaško usposobljena država, imajo okoli 500,000 rezervistov, so eni izmed najbolj napredno opremljenih vojaških enot, glede orožja in glede obveščevalnih stvari. Da bi nekdo trdil na tem mestu, da ni vedel, oziroma če se bo čez par let te stvari govorile, je to povsem čisti nesmisel. Kako je izraelski oblasti uspelo vzgojiti tako brezčutne ljudi? Denimo, vi rabite psihoanalizo za to, da lahko te stvari preživite. Kako je mogoče, da je v bistvu takšno veliko število izraelskih vojakov, ki je do tega očitno so do tega brezčutni ali pa tega ne občutijo kot kakršnokoli zlo? Ja. Težko analiziram ta dejstva, ampak lahko definitivno imamo neko primerjavo z našo lastno propagando, ki se že par let recimo usmerja v izjemno skrajno desno in se ustvarja recimo ksenofobija do muslimanov na splošno, do migrantov, do beguncev in tako naprej. In pač po letih in letih take propagande in po tem, ko politika na desni in potem vedno bolj tudi sredinske in leve vlade poudarjajo iste zadeve, kjer se to začne pogovarjati v vsakem pogovoru, ob kavi ali pa ob pivu. Potem seveda čez nekaj desetletij oziroma let dobiš ljudi, ki preprosto pač sovražijo Palestince. In isto pri nas se dogaja identična zadeva. Tako da mislim, da je to pač že dolgoročno prepričanje oziroma neka smer, ideologija znotraj izraelske vlade, in posledično znotraj družbe. Izjemno veliko javnih raziskav je bilo narejenih o mišljenju Izraelcev o vojni. Izjemno veliko jih podpira vlado, izjemno veliko jih podpira trenutno vojno v Gazi, oziroma situacijo v Gazi. Pri čemer je to narod, ki je sam doživel genocid na lastnih plečih, in to ne tako zelo v daljni prihodnosti. Mogoče ne neposredno. Preko preteklosti, se opravičujem. Mogoče ne vsi neposredno, ampak definitivno je velika večina potomcev Judov, ki so bili ali usmrčeni ali pa živeli v koncentracijskih taboriščih med drugo svetovno vojno, ja. Oziroma so bili žrtve antisemitizma v kakršnikoli drugi obliki, v katerikoli drugi državi. Antisemitizem je hkrati izjemno sovražna drž do Judov, in se strinjam, do neke mere je izjemno zanimivo, da se to dogaja znotraj Izraela, samo da je miza povsem okoli obrnjena. Kaj pa mi? V najbolj varni državi na svetu, v relativnem udobju, v precejšnjem izobilju. A je karkoli, kar lahko en povprečni Slovenec naredi tukaj in zdaj, da vsaj malo pomaga? Ja. Zdajle, ko se pogovarjam s kolegi, ki sem tukaj, je fino poudariti dejstvo, da samo zato, ker imamo trenutno premirje v Gazi, ni konec tega boja proti okupaciji in segregaciji, ki se dogaja v Palestini, v okupiranem palestinskem ozemlju že več desetletij. In dostikrat je zdaj, in to vidimo tudi v primerjavi z Ukrajino, dlje ko konflikt traja, manj imamo ljudje sočutja do njega. In tudi v tej točki ogromno ljudi reče, končno bomo nehali imeti te proteste na ulici, ker je konec vojne. To je daleč od resnice. Mislim, da se boj za Palestino mora nadaljevati dolgo po premirju, ki ga imamo v tem trenutku. Ja, po mojem mnenju je najboljše protestirati, bojkotirati in na koncu šele donirati.
To so 3 stvari, ki jih jaz navadno, izpostavljam, in so se do zdaj izkazale kakor najbolj, smiselne in učinkovite. Bojkotirati kaj? Bojkotirati kakršnekoli izdelke, ki prihajajo iz okupirane Palestine, in jih prodajajo Izraelci. To bi bilo, kateri izdelki, Obstajajo, mobilne aplikacije v tem trenutku, in jih lahko poskeniraš, vsak izdelek, in ti bo napisalo, ne vem točno, katere so, tudi pač, mislim, da hiter obisk Googla bo jih našel. Zato ker mislim, da bomo izjemno presenečeni, koliko izdelkov mi dejansko kupujemo iz, Izraela, ki prihajajo iz okupiranega ozemlja. Dosti je sadja, recimo, tele, datlje. Datlje je vedno fino pogledati, kakšno je poreklo izvora. Coca-Cola recimo je taka, izjemno recimo, del tega splošnega globalnega bojkotiranja, ker imajo, tovarne, na okupiranem ozemlju. McDonald's je taka zadeva, ki vemo, da je dajal donacijo in hrano izraelskim vojakom tekom te vojne in tako naprej. Torej ta seznam, podjetij je izjemen, in je smiselno in je izjemno učinkovito, recimo bilo, pritiskati na Izrael s te ekonomskega vidika. Mislim, da je tekom te vojne tudi videli, koliko dejansko imamo ljudje, ko se množično zberemo skupaj, vpliva na politiko in na splošne razmere v globalni politiki. In še protestirati kje? Protestirati kjerkoli, je protest v prid, Palestini, v tem trenutku jih bomo po moje videli vedno manj. Bojo pa še, upam, da še vedno trajali in še vedno je treba pritiskati na izraelsko vlado, tako kot smo, kot družba pritiskali na Južnoafriško republiko tekom njihovega, režima, tako. Mislim, da je teh priložnosti ogromno. Mislim, da še vedno, protest na ulici je ena izmed opcij. Protestiramo lahko ljudem, ki smo jih izvolili, ali jim pišemo maile, ali jim, kakorkoli drugače komuniciramo naše nasprotovanje, in tako naprej. Če bi vi imeli danes 6 let starega otroka, ki bi vas vprašal, kaj se dogaja, daj mi prosim razloži, kaj je z Gazo. Kako bi mu v 3 stavkih razložili, kaj se dogaja? Načeloma bi se jaz v osnovi ne bi strinjal, da je treba 6-letnemu otroku razložiti vsa grozodejstva tega sveta. Okej, pa Ja. dajva starejšega otroka, pa Okej. dajva 14-letnika. Ja, mislim, da bi v tem primeru rekel, da smo na nekem zgodovinskem času, v človeški, zgodovini, kjer pač pred svojimi očmi in izjemno, jasno na svojih telefonih in na televiziji, gledamo eno izmed najbolj grozovitih dejstev, ki jih lahko človek naredi sočloveku. Torej, genocid oziroma z drugimi besedami je to pobitje celotnega ljudstva. In ja, to je, zame je to identično kakor živeti med drugo svetovno vojno, ko so ljudje delali isto, Judom. Hvala. Za konec, a bi želeli komu v Gazi posvetiti recimo zdaj zaključne besede? Mislim, da so vsi moji sodelavci, palestinski sodelavci, mislim, da se je fino zavedati, da je večina humanitarnih delavcev v Palestini, Palestincev. Izjemno redko smo tujci tam, ker so izjemno dobro izobraženi in usposobljeni za to delo tudi oni. Mislim, da so vsi moji sodelavci zaslužijo, izjemno hvalo, da so ne samo živeli v tem, času, in preživeli, ampak, ves svoj čas in trud vložili v pomoč sočloveku. Tako da jih je nešteto, in bi se vsem njim v bistvu zahvalil, za to delo, in da, in jim v bistvu pač naklonil dejansko spoštovanje dejstvu, da so uspeli, 2 leti preživljati nekaj, kar jaz realno gledano nisem vedel, da človek lahko preživi.